Ko vam rečejo besedo Huawei, kateri stavek vam ponovadi pride iz ust? Je mogoče. Huawei je delal dobre telefone, škoda, da so ga Američani jebali, da nima gore Google. Ali pa maybe, recimo tale. Včasih sem imel Huawei, ful je bil dober telefon, pa še zmer bi ga kupil. Sam nima Google gor, res škoda, ker fotke je pa bolan ne delal. Živa, siguran je tale. Drugač bi ga kuj kupil, boljši mi je od Samsunga ali pa od Apple. Sam, ker se mi res ne da pobijati s tem, da bi gor Googleove storitve dobil. Kar zadela, a ne? Huawei že več let posluša te pripombe in že vse odkar so ga zadele ameriške sankcije, je probal situacijo brez Googlea nekako sanirati, o čemer so govorila v prejšnjih videih od njihovih telefonov in svojih ocenah. Letos so šli pa še en korak naprej in vse skupaj zastavili tako, da lahko večino Googleovih appov na ta telefon, večino običnih uporabnikov, telebanov, ki nima pojma od telefonov in drugih stvari, so spravili gor. Huawei je končno ratal spraviti Google na svoje telefone. Večinoma, skoraj, bo pojasnjeno. Tale prijatelj na mizi je Pura 70 Ultra, ki je top of the top flagship od Huawei-ja, boljšega telefona od njih, vsaj zaenkrat, ne boste dobili. Že Pura 70 Pro je bila v 95 poslih totalen overkill, sam tale je pa še malo bolj over the top. Ta telefon je praktično v vseh pogledih flagship in se kosa z najboljšimi. Že po dizajnu se namreč vidi, da je Huawei dal z njim vedeti, da je flagship. Zaslon diagonale 6,8 inčev ima čudovit LTP OLED zaslon z prilagodljivo dinamično stopnjo osveževanja od 1 pa do 120 Hz, varuje ga trpežno Kunlun steklo, po dizajnu sicer najbolj spominja na mogoče 14 Ultra Xiaomija, ki ima tudi malenkostno zakrivljeno zaščitno steklo na vse strani, ampak gre za bolj rahlo zakrivljenost, ne tako, kot je bilo recimo pri starih Samsungovih telefonih, ki je bilo res hudo. Ta ekran ima sicer maksimalno svetilnost 2500 nitih, kar se sliši veliko. Čeprav se pri nama pri testu zunaj ob polni svetlobi sploh ni zdel toliko sveto, kot recimo S24 Ultra, pa še malo bolj odseven. Ker se glih zgovarjamo od primerjave 14 Ultra, ta telefon je podoben tudi po tem, da je prav tako precej težek. Tehta tam približno 226 gramov, kar pomeni, da je kar konkreten v rokah. That's what she said. Plus to, da ima, tako kot 14 Ultra, zelo izbočen modul za kamere, do katerega bomo prišli kasneje, verjemite. Ampak za razliko od 14 Ultra je Pura 70 Ultra manj štorasta, ko jo držite po koncu, ker lahko še zmeraj udobno naslonite na spodnji del od modula, ko jo date vodoravno, da slikate in snimate, je pa zgodba malo drugačna, tam velik objektiv kar dost moti. Ogrodje je iz aluminija in je izbočeno, ker so bili včasih skoraj vsi telefoni, prej so začeli kopirati ta nov Apple dizajn z ostro odrezanimi robovi in moram priznati, da se nama ergonomije zdi, je ta telefon zelo udoben, zadržati veliko bolj, kot pa večina novodobnih telefonov, čeprav nama je Apple nov dizajn vsem zelo všeč. Ogrodje je sicer iz aluminija, kot sva rekla, hrbtišče pa iz veganskega usnja s površino stari pattern in reliefno teksturo, ki jo lahko dobite v zeleni, rjavi in črni barvi, zaradi česar telefon ful manj polzi iz rok, ker je njegova prednost. Mimogrede, zraven škatli so dobila tudi ovitek, ki ga lepo dopolnjuje, čeprav sva iskrena, telefon pokrije oziroma zavaruje glih ene toliko dober, kakor obleke prekrijejo Kardashianke. Najbolj izstopajoč pa je siguren modul za kamere na hrbtu, ki je edinstven. To je beseda, ki so jo iskali. Ni simetričen in po obliki še najbolj spominja na jajce na oko, če ga gledaš v ponvi ali pa na Miki Miško, tako da je siguren izstopajoč. Ker smo že pri izstopanju, rdeča liča z objektiv sproši se ven iz modula, ko odprete aplikacijo kamera in se skrije nazaj, ko jo zaprete, zraven pa naredi en tak pušten zvok. Stereozvočniki so drugače tudi dobri na temu telefonu, niso glih najglasnejši, so pa dosti dobro uravnoteženi. Telefon poganja 7-nanometrski procesor Kirin 9010, ki je glede na obstoječe ameriške sankcije živi čudež. To ne pomeni, da Huawei ni mogel sprejeti par kompromisov. Recimo 5G pri nas ne dela, pa tudi kar se tiče grafike, to definitivno ni najboljši trenutni procesor na trgu, kar je nekako v srednjem cenovnem rangu glede tega, je pa še zmeraj čisto soliden za delno uporabo in prenese grafično tudi najbolj zahtevne obremenitve. Vidno so z njim naredila par stresnih testov, katerih rezultati so vidni na sliki, malo so z njim igrala špile in za tist, kar so ga midva uporabljali, recimo telefon delo čisto ok. Ni se pretiran segreval, niti ni termično zaviral, tako da kar se najudih tiče, se nima kaj veliko za pretožati, je pa res, to definitivno ni Snapdragon. Isto velja za baterijo, ki je velikosti 5200 mAh in ta stvar res drži cel dan in tudi še par ur naslednjega dne, če je ne uporabljate veliko. Pa tudi, če vam zmanjka baterije, ste good, ker v škatli dobite 100-watten polnilec,
hvala Huawei, hvala Bogu, da ste kitajske firme še zmeraj pri sebi glede dajanja osnovnih stvari v škatlo. No, tale cegu nam je še to bolj pri srcu, ker ima hkrati tako USB-A in USB-C vhod, kar pomeni, da ga lahko uporabljate ne glede na to, če ima vaš kabel USB-C ali pa USB-A kabel, ker si res želiva, da bi tudi ostali proizvajalci dali na svoje polnilce teh več raznolikih vhodov, hkrati pa bi si želeli, no, da bi večina proizvajalcev sploh dala v škatle kakršnekoli polnilce. Smo se že malo preveč zahtevni tukaj. Drugače pa imate poleg 100-vatnega polnjenja še 80-vatno brežično polnjenje in 20-vatno povratno brežično polnjenje. Tudi kar se tiče polnjenja, vas res ne rab skrbeti, ker s kablom ta telefon od 0 do 100% lahko napilate od cca 40 do 50 minutah, kar je ful dobro. Preden gremo pa na situacijo z Googlom, pa se preustavimo še pri kamerah, ki so tisti, pri čemer je Huawei poleg nesrečne situacije z Ameriko, najbolj znan, ja. Pura 70 Ultra ima 50 megapikslov veliko ultralighting pop-out kamero z ogromnim 1 inč velikim senzorjem, 40 megapikslov veliko ultraširokokotno kamero in pa 50 megapikslov veliko ultralighting makrotelefoto kamero, ki gre do 3,5-kratnega optičnega zooma in 10-kratnega digitalnega. Zvezda je sigurno ta glavna kamera, ki proizvaja tudi prej omenjen zvok in ima tudi 4 možne X-Image načine. Originalno, živahno, svetlo in pa črno-belo. Nama osebno je originalen najboljši, ker ful lepo zadane dejanske naravne barve, pri čemer je živahno, ker malo preveč procesira. Res je. Ta telefon ima tudi eno super lastnost in to je ta, da lahko izjemno hitro zajema hitre scenarije oziroma dogodke, ki se hitro zgodijo, ker zaklop res hitro odreagira, tako da fotke nikoli niso zapacane ali pa zamegljene, k čemur verjeti. Veliko pripomore tudi umetna inteligenca, ki bo prav neke tiste preostale nepravilnosti. Telefon je tudi izvrsten v slabo osvetljenih scenarijih, ker ima prilagodljivo zaslonko, ki se lahko širi ali pa oža, da noter spusti več ali pa manj svetlobe, odvisno od pogojev. Poleg tega v temnejših pogojih prav tako priporoča uporabo svetlega načina, čeprav dostikrat niti ne bo potreben. Fotke s tem telefonom so izjemne pri praktično vseh 3 kamerah. Na vseh je dosti podrobnosti, vse so dosti ostre, barvno natančne, brez šuma in to tudi v nočnih situacijah. Edina pritožba, ki jo mava, je ta, da barvna znanost na vseh 3 objektivih definitivno ni enaka, da gre so pa fotke res top. Isto velja tudi za selfije s 13 megapikslov veliko selfie kamero, so res visoke kvalitete z dobro odločitvijo subjektov do okolice. Škoda edin, da Huawei ni toliko pozornosti posvetil tudi video, ki je pač ok, sam nič posebenega in včasih ima feeling, da se pri njemu ful izgubijo detajli, tako da upava, da bodo šli v bodoče po poteh Xiaomija, pri katerem je bil video na 14 Ultra precej visoke kvalitete. Zdaj pa imaš doslovno v sobi, na software in na Google aplikacije. Ja. Na Huawei boste dobili MIUI 14.2, ki je v bistvu za Evropo prilagojen Harmony OS. Večini je znan to že od prejšnjih let, ker je v bistvu temelječ na Androidu 12 in je zelo podoben po razporeditvi kot pri ostalih na Androidu temelječih vmesnikih, kar pomeni, da če podrsate od levo zgori navzdol dobite uvesila, če pa desno pa dol dobite kontrolni center. Prav tako imate še zmer predalnik z API, kretnje in vse to, kar ste navajeni pač pri vsakem Androidu. Ena bolj zanimivih stvari je ta, da ko so zagnala telefonca na njem, najda ogromno, res ogromno bloatwarea, bistveno hujš kakor pri kakršnemkoli Xiaomi ali pa kjermokoli drugem flagshipu. Res je bilo bed. Ampak pol čez cajt so pa ti API izginili in pa je bil fon večinoma čist, kar nam je zelo čuden. Se sicer pojavljajo od cajta do cajta tudi kakšni oglasi za igrice, kar nama seveda še zmer ni všeč, ampak tisti na začetku je pa res ful slabš. Razen tega pa je vmesnik sam po sebi zelo hiter, odziven, tekoč, z lepimi animacijami in pa fluidnostjo. Všeč so nama tudi majhne podrobnosti, na primer, kako lahko imate vedno vklopljen zaslon, pri katerem 2 risana trikotnika igrata tenis, dokler z očmi gledate žogico, ko pa odmagajte pogled, pa ga nehate. Cute. Kako pa je z API na tem telefonu? No, ker tukaj gor uradno ni Androida, zato morate sprobati z več koncev, da jih dobite. Najprej morate probati na Huawei App Galleryju, kjer boste ponavadi najdeli veliko appov, recimo zemljevide, Google Drive, Gmail, ne pa vse, kar je kar nekaj praznin, čeprav se Huawei knjižnica skozi bolj veča. Če ne najdete appa na App Gallery, pa probajte z vgrajenim brskalnikom Computer Search, ki vam bo dal povezave do APK verzij, appov, če obstajajo. Pri teh morate biti valjda previdni, ker so lahko zelo namerni, k sreči pa jih Huawei kar precej dobro preskenira, tako da načelno bi mogli biti varni. Ne garantira pa vam, da vse še zmeraj, da bo delal.
določene appe vam lahko namreč zloada, sam se vam ne bodo odprli, recimo Spotify. Je pa letos fora v tem, da večinoma ne rabite uporabljati virtualnih okolij, kot sta Gbox in pa Gspace, ker lahko gor prek odprtokotnega projekta MicroG na telefon namestite API-je, prek katerih vam lahko delujejo appi. Namestitev MicroG-ja vam bo telefon ponudil sam, ko boste gor inštalirali aplikacijo prvo, ki rabi imeti Googleove mobilne storitve, GMS, in ko ga boste inštalirali, bi vam mogli večinoma delati. Poleg tega pa lahko še zmeraj uporabite Gbox ali pa Gspace, da inštalirate gor trgovino Google Play Store in tam zloadate, kar vam še manjka. Mi da so recimo tako gor spravila 24 ur. Ne bodo pa delala vse brezhiben. Recimo Google denarnica še zmeraj ne bo delala. Android Auto bo, če ga boste zloadali prek ene druge odprte tržnice z appi, recimo z Aurore. Po domač povedan, Huawei vas dobesedno pilje za rokco, da boste na polno inštalirali večino appov, ki ste jih navajeni iz ostalih običnih telefonov, ki imajo GMS gor. Bodo delale vse? Ne. Čisto vse ne bodo delale in za tiste, ki ste 100% uporabljate vse posod Google aplikacije, ta telefon še zmeraj najbolj varna opcija. Dejstvo pa je, če imate telefon tako za levo roko in nimate pojma od pojma, Huawei končno omogoča, da gor na relativno enostaven način date appe, tudi če ste telepan, lahko bi pač mogli zloadati, kakor pri drugih telefonih. Pura 70 Ultra ni pocen telefon. Za 16 GB RAM in 512 GB ROM boste mogli odšteti, mislim, da Jurija 272,90 evrov, ker nima za telefon, ki je flagship v pravem pomenu besede, z vrhunskimi kamerami, sam srednje cenovnim procesorjem in brez prednaloženih Google storitev. Ampak letos je prvič, da ga lahko z večjo samozavestjo priporočila širši množici, če si boste le vzeli dosti cajta in potrpljenja, da boste dol gor vse appe. Huawei Slovenija, hvala, da si nam posodil telefon, mi se pa vidimo v naslednjem videu. Čau!